Lep pozdrav. Kje izvedeti, kaj pomenijo besede Brexit, Bitcoin, dron, glamping, overland, selfness, Skype, sup, start-up? Ali če katera od teh morda že nastopa v podomačeni obliki, na primer selfie, zapisano selfie in se sklanja potem selfija, morda celo kot tvorjenka, na primer vapor, vejpanje ali viralen, čeprav večinoma še nima domačega ustreznika. Ali kje se poučiti, ali so besede, ki jih dobro poznamo, dobile kakšen nov pomen, ki v drugih slovarjih še ni zabeležen, na primer ambasador določene dejavnosti področja, ne le države, pa čorov, neumen, trapast, epski, zelo veličasten, tak kot v epu, pa nosnik na očalih, pofočkati se, klikniti kam iz zanimanja, prijaviti se, izkazati prisotnost, pa replika, kopija ali sledilec na družbenih omrežjih ali kdor komu slepo verjame sledi, sprehajalec psa, psov, pa zvočnica, zvočna knjiga, še posebej za otroke, ali kam pogledati, ali so katere besede razvile kakšne nove zveze, na primer dopust za nego in varstvo otroka, helikopterski starši, socialna kapica, zagonsko podjetje, lahko tudi frazeološke zveze, na primer ne imeti za burek, sanja svinja v koruzi. Odgovor je sprotni slovar slovenskega jezika 2016, ki je, kot že omenjeno, e-publikacija in prinaša zlasti najnovejše besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih, pomembno pa je, da ga predlagajo tudi jezikovni uporabniki. In sicer v povprečju se takih predlogov nabere kar za dobrih 100 na leto. Nekoliko manjši meri slovar prinaša tudi omenjene najnovejše pomembne besedja, ki pa v drugih slovarjih je že zajeto. Slovar je razmeroma preprost, pa vendarle so iztočnice opremljene s polnimi oblikoslovnimi in izgovornimi podatki za vse besede, ne zgolj problematične, zato skrbi kolegica Tanja Mirtič, in temeljnimi podatki o pomenu, rabi, torej če je beseda pomensko razčlenjena, je to vse zabeleženo, dodani so zgledi, pa tudi kljub temu, da slovar ni normativne narave, o morebitni zaznamovanosti, torej če se beseda porablja zlasti pogovorno, če je morda slabšalna, te podatki so dodani, kajti v nasprotnem primeru bi bili zavajajoči. Trenutno v tej obliki e-knjige, se pravi sprotni slovar 2016, zajema 3 leta in obsega dobrih 400 oziroma slabih 500 iztočnic. Za nadaljevanje je predvidena izdaja vsako leto in to bi pomenilo, kot omenjeno, okoli dobrih 100 ali še kakšna več. Skratka, sprotni slovar je slovar, ki kaže, da je slovenščina živ, tvoren jezik in ne le to, se pravi, ne le da sprejema od drugod in prilagaja, da kreativno ustvarja s tem, kar že ima na voljo. Se pravi, z besedami, leksemi, ki so že na voljo in dodaja nove pomene, mogoče kakšen starejši odhaja in tako naprej. Ker pa slovar to beleži razmeroma sproti, to pomeni, da se seveda zanaša na zadnja leta, ki so v korpusih še na voljo, recimo tam 2009, 2010, 2011, ker naprej korpus, kot je Gigafida, ni bil posodobljen, je pa pogosto treba poseči tudi po drugih virih, recimo internetu, najdi si, Google in tako naprej. Skratka, gre za pričevanje o živosti našega maternega jezika slovenščine. Hvala.